dovolite par besed tudi v mojem imenu in imenu sodelavcev Razvojne agencije Kozjansko, ki bomo v bistvu zadolženi za polnjenje inkubatorja in tudi za njegovo delovanje. Oziroma za vseh splet, vseh storitev, ki jih podjetniki na tem področju pričakujejo, kar se tiče tako poslovnega svetovanja, kot ostalih podpornih storitev. Sam podjetniški inkubator, moramo poudariti, v bistvu ni samo infrastruktura, ki jo boste potem v nadaljevanju si lahko ogledali, ampak podjetniški inkubator sestavlja tudi splet ostalih storitev, naj se tiče to podjetniškega svetovanja na samem začetku poslovne poti, ko se podjetnik oziroma nekdo, ki še razmišlja o samostojni podjetniški poti, odloča, katero poslovno idejo bo razvil. In to je tista točka, kateri dejansko želimo v tej začetni fazi dati kar veliko pozornost, predvsem z tega vidika, ker se uspešnost inkubatorja meri tudi po uspešnosti samih inkubiravcev na trgu. In toliko, kot bojo oni uspešni, potem toliko bomo uspešni tudi mi. Zato je nas skupen interes, da že na začetku vse ideje dobro pregledamo, dobro prevetrimo, kakšne so nevarnosti trga in res peljemo poslovne korake v tisti smeri, kot jih dejansko trg priznava. Naložba, kot je današnja, mislim, da se vsi strinjamo, da je izredno pomembna v današnjem času. Predvsem zaradi tega, ker podjetniki, ki se še odločajo, ki so na začetku svoje poslovne poti, težko pridobijo določena zagonska sredstva oziroma določena finančna spodbude. Zato je spodbuda v tej smeri, da se jim omogoči, če temu rečemo tako, subvencioniran najem poslovnih prostorov, potem pridobivanje poslovnih informacij, mreženje na komercialnem trgu po nekih ugodnejših pogojih za njih izredno pomembna in tudi dejansko tudi vpliva na njihov poslovni uspeh. V zgornjem delu podjetniškega inkubatorja je del prostorov namenjen tudi mladinskemu podjetniškemu inkubatorju. Ne gre samo za prostor, ki bo nekako na voljo mladim, ampak bo dejansko prostor, kjer bomo povezovali aktivnosti mladinskega centra, informacijske mladinske pisarne in pa tudi prostor, ki bo dal infrastrukturo mladim za pripravo raziskovalnih nalog, za pripravo nalog na razpise, dejansko tudi v smislu del njihovega prostega časa. Tako da lahko rečem, da je dejansko ta naložba, ki jo nekako prejemamo v varovanje in nadaljnji razvoj, tudi za nas na agenciji izrednega pomena in pa seveda izrednega pomena za celotno podjetniško okolje občine Šentjur in tudi širše. Jaz se vam zahvaljujem za priložnost, istočasno se vam zahvaljujem za obisk in upam, da bomo še tudi v naslednjih trenutkih preživeli prijetno popoldne. Hvala lepa.